Iz svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus prišel v samarijsko mesto imenovano Sicar, blizu posesti, ki jo je Jakob dal svojemu sinu Jožefu. Tam je bil Jakobov studenec. Jezus je bil utrujen od poti in je presedel v studencu. Bilo je okrog 6. ure. Tedaj je prišla žena iz Samarije, da bi zajela vode. Jezus je rekel, daj mi piti. Njegovi učenci so namreč odšli v mesto, da bi nakupili hrano. Samarijanka mu je tedaj rekla, kako vendar ti, ki si Jud, prosiš mene, Samarijanko, naj ti dam piti. Judje namreč nočejo imeti stika s Samarijani. Jezus je odgovoril in rekel, če bi poznala Božjo dar in če bi vedela, kdo je, ki ti pravi, daj mi piti, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode. Žena mu je rekla, Gospod, nimaš s čim zajeti in vodnjak je globok, odkot imaš torej živo vodo? Si mar ti večji, kakor naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je iz njega pil on sam, njegovi sinovi in njegova živina. Jezus je odvrnil in je rekel, vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom dal jaz, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje. Žena mu je rekla, Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila sem zajela. Vidim, da si prerok. Naši očetje so častili Boga na tej gori, vi pa pravite, da je kraj, kjer ga je treba častiti v Jeruzalemu. Jezus je rekel, veruj mi, žena, da pride ura, ko ne boste častili očeta ne na tej gori, ne v Jeruzalemu. Vi častite, česar ne poznate, mi pa častimo, kar poznamo, kajti odrešenje prihaja od Judov. Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili očeta v duhu in resnici. Prav takih častilcev si namreč želi Oče. Bog je duh in tisti, ki ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici. Žena mu je dejala, vem, da pride Mesija, ko pride nam vse oznanil. Jezus je rekel, jaz sem, ki govorim s teboj. Veliko Samarijanov iz tistega mesta je začelo verovati vanj, ko so prišli k njemu, pa so ga prosili, naj ostane pri njih. In ostal je tam 2 dni. Zaradi njegove besede jih je še veliko začelo verovati. Ženi so govorili, ne verjamemo več zaradi tvojega pripovedovanja, kajti sami smo slišali in vemo, da je on resnično odrešenik sveta. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. V evangelijih pogosto Samarijani nosijo ali igrajo pozitivno vlogo, Judje pa negativno. In v današnjem evangeliju je podobno. Zopet nastopajo Samarijanci kot tisti ljudje, ki so za Boga bolj odprti in pa za Božje delovanje kot pa verni Judje. Ljudje so se imeli za prave vernike, za tiste prave naslednike in pa potomce Abrahama in pa Mojzesa. Samarijani pa so bili judovski odpadniki, heretiki, ki niso poznavali templja, ampak so imeli svoje svetišče. To je prav, da razumemo, da je Jezus v današnjem evangeliju storil nekaj nezaslišanega, ko se je pogovarjal s Samarijanko, z nepoznano žensko, ki je povrhu vsega bila, recimo temu, sumljivega slovesa. Ampak pojdimo od začetka. Ko je Jezus prišel do Jakobovega vodnjaka, piše evangelist Janez, da je bil utrujen od hoje in da se je usedel, bil je žejen in bil je lačen. S tem evangelist pokaže, tako kot v
na Jezusovo človeškost. Jezus ni bil stroj, ki se nikoli ne utrudi. Čeprav Božji sin je bil, kot so za njega kot za človeka veljala enaka pravila in zakonitosti kot tudi za nas. In Samarijanka, ki je prišla po vodo na vodnjaku, je prišla opoldan, takrat, ko ni bilo žive duše. Zakaj je prišla ob tej uri? V nadaljevanju, če bi prebrali kompleten evangelij, izvemo, da je imela 5 mož, s 6. ko je živela na koruzi. Danes se ljudje okrog tega ne bi zgražali, ampak pred dobrimi 2000 leti v takrat strogo patriarhalno urejeni družbi je bilo to nekaj nezaslišanega. Ta Samarijanka je verjetno prišla po vodo opoldan, ko ni bilo žive duše, ker se ni hotela srečati z drugimi ženskami, ker ljudje v mestu so jo verjetno stalno vlekli po zobeh. In druga stvar pa je, kot sem že dejal, da se je Jezus pogovarjal s to žensko, ker Judje se Samarijanci niti pogovarjali niso. Tako je Jezus tej ženi dal vedeti in pa čutiti, da jo ne obsoja zaradi ničesar. On Samarijane ni obsojal in ni gledal nanje zviška kot ostali Judje. In to žensko, podobno kot Marijo Magdaleno, ni obsojal, ampak je ob njem začutila tisto Božjo milost. Da Bog ni tisti, ki bi obsodil in kaznoval, pač pa je tisti, ki pokaže pravo pot. In med njima se razvije pogovor o živi vodi. Jezus ji pokaže pot, ki pomeni pravo polnost življenja. Voda, po kateri človek ne bo več žejen. Ko Jezus govori o žeji, ne govori o fizični žeji, pač pa govori o duhovni žeji. Učenci so se čudili in niso razumeli, zakaj se Jezus z njo sploh pogovarja. In tu se pokaže tista razlika med učenci, ki so redno hodili z Jezusom, poslušali besede, gledali čudeže, in na drugi strani Samarijanka po nekaj stavkih že ugotovi, da pred njo stoji prerok, da to ni nek navaden judovski možakar, ampak da zna biti, da je Mesija. In Jezus, ki se je med ljudi gibal 3 leta, je bil v tem samarijskem mestu samo 2 dni. In Samarijani so rekli, verujemo, da je on Mesija. In mnogo jih je začelo verovati vanj. Evangelist Janez nam je s tem pokazal, da če pogledamo nas danes, poglejte, nobena Birma, nobena maša, nobeno obhajanje zakramentov ne pomaga nič, če ostaje moje srce zaprto. Dokler sprejemam vero kot nekaj samo po sebi umevnega, v smislu Judov, ki so se imeli za prave vernike, vsi ostali so bili drugorazredni, pa vendar so ostali zaprti. Pomembno je, da odprem vrata svojega srca po vzoru Samarijanov, da pustim Jezusa, ki pravi, da stoji pred vrati in trka, da ga pustim, da vstopi v moje srce in Božjemu duhu, da dovolim, da začne delovati. Takrat bom začel zajemati to živo vodo iz studenca in ne bom nikoli več žejen. Duhovno žejen seveda. Amen. Verujem v enega Boga,
Brate in sestre, Jezus, naš odrešenik, nam je razodel, naj molimo v duhu in resnici. Združeni z njim prosimo nebeškega Očeta. Naj tvoje ljudstvo posluša tvoja beseda, ki poživlja naše duše. Prosimo, da usliši nas. Podeli vsem ljudem hrepenenje po Jezusu, studencu žive vode. Prosimo, da usliši nas. Pomagaj župnistim Kristom, da bodo po sakramentih rasla v veri, upanju in ljubezni. Prosimo, da usliši nas. Podari milost sprave vsem, ki trpijo zaradi ranjenih medsebojnih odnosov. Prosimo, da usliši nas. Sprejmi pokojne duhovnike, ki so opravljali sveto službo v veselje nebeškega bogoslužja. Prosimo, da usliši nas. Gospod Bog, pomagaj nam prav moliti, te častiti in se ti zahvaljevati. To te prosimo po Kristusu